Kaj je danes drugače v primerjavi z julijem? Lahko rečem to, da prvo, kar je drugače, da je tudi trg naklonjen in da vstopamo na trg s papirjem v trenutku, ko je povpraševanje na vrhuncu, ko so cene na vrhuncu. To, kar je pa v Vipapu drugače, je pa sam poslovni model. To pomeni, da je ekipa, ki se je v Vipapu zbrala, bom rekla, kriznega prestrukturiranja, je fokusirana zelo izrazito tržno, da na trg plasiramo blagovno znamko Vipap, ki je usmerjena v vojno-embalažne papirje. Tle imamo tudi, bom v tej priložnosti povedala, tudi našo, bom rekla, inovacijo VipBrown, ki je bila v letošnjem letu smo pridobili priznanje. Hkrati je to nov produkt, ki ga proizvajamo iz odpadnega kartona, certificiran za stik z živili, se pravi, to je en segment, s katerim je danes Vipap drugačen v primerjavi s preteklostjo. Seveda, samo prestrukturiranje vstop iz grafičnih na vojno-embalažne papirje ni tako enostavno, se pravi, treba na trgu poiskati nove kupce, z njimi v bistvu nadaljevati za samo modifikacijo produkta, prilagoditi produkt končnemu kupcu. Tako da še vedno je v portfoliju en del grafičnih papirjev, papirni stroj, ki smo ga pred dnevi zagnali, trenutno dela časopisni papir. V planu je zagon papirnega stroja 2, predvidevamo, da nam uspe to jutri, to je petek, na katerem pa štartamo z vojno-embalažnim programom. Samo podjetje C&G, to je v bistvu svetovna korporacija, trgovec, ki se ukvarja in trži s papirjem po celem svetu. Poslovni partner nam ni tuj, s podjetjem že smo v preteklosti sodelovali, tako da v bistvu je nek poslovni odnos vzpostavljen. Edino, kar je drugače, je to, da danes se dogovarjamo oziroma smo v dogovorih za neko strateško dolgoročno poslovanje, predvsem tudi na trgih vojno-embalažnih papirjev, na mednarodnih trgih, tudi overseas trgih, ne samo Evropa. Moramo se zavedati, da v podjetju Vipap Videm Krško potekata dva procesa, se pravi uprava, se pravi jaz kot predsednica uprave sem odgovorna za operativno vodenje, se pravi za postavitev poslovnega načrta, zagotavljanja obratovanja in pozitivnega poslovnega rezultata. Vzporedno pa poteka postopek upniške prisilne poravnave v skladu z zakonodajo in en del teh, bom rekla, mejnikov je tudi ta mejnik, da se imajo upniki pravico prijaviti svoje terjatve na sodišče. Kakor vem, so te prijave v teku, to je pač postopek, ki ga upravlja upravitelj Mirko Filipovič. Vsi tisti, ki so prijavili terjatve, bojo, se pravi, imeli pravico glasovanja in bojo del upniškega odbora. Ostali, ki niso prijavili svoje terjatve, so prav tako varni, ker terjatve bojo šle v sam popis, ampak ne bojo sodelovali aktivno v upniškem upravnem odboru. To je edina razlika. Kar se tiče upniške prisilne poravnave, vezano na ta postopek prestrukturiranja, podjetje, se pravi uprava, je dolžna v 2-3 mesecih, se pravi to računam nekje februarja, konec januarja bo na mizi izdelan program finančnega prestrukturiranja podjetja, iz katerega bo jasno vidna slika, v kolikšnih deležih, se pravi v procentih, bojo upniki poplačani. Hkrati bo vidno tudi, v kolikem času bo ta delež poplačan, v kolikih letih, in pa seveda naš strateški načrt bo sestavni del tega plana. Danes je v podjetju zaposlenih 280 delavcev. Uspelo nam je zadržati ključne kadre, ki tako v tehnologiji kot po ostalih poslovnih funkcijah, tako da smo operativni. In poslovni načrt z restartom predvideva prve 2 meseca obratovanja 2 papirnih strojev, v februarju zagon 3. papirnega stroja in temu sledi seveda tudi razpis, ki smo ga dali v preteklosti. Vem, da povprašujemo po novih kadrih, predvsem za proizvodnjo. Moram reči, da smo v tem tednu že opravili razloge in so v postopku, že teče postopek dodatne zaposlitve 6 zaposlenih. Tako da v bistvu je odziv na trgu, smo uspeli dobiti kader, tako da ta proces bo v teku, kar nekje 25 ljudi, če želimo aktivirati 3. papirni stroj, treba še dodatno zaposliti. In ta proces bo vzporedno potekal.